Ponovljenje evangelist Luka v praznicem evangeliju z natančnostjo zgodovinarja predstavil božični dogodek, božični skrivnost. V tistem času je šlo povedati cesarja Augusta, naj se popiše ves svet. Po popisovanju se vršilo, ki je bil Kvelini cesarski namestnik v Siriji. Rasta tudi Jozef in Marija iz Nazareta v Judejo, v mesto Betlehem. In tam se je dopolnil čas poroda. Rodila je sina in ga rodila v jasli, ker za njo ni bilo prostoja v prenočišču. To je zgodovinski okvir, ki je tudi pomemben, kajti vemo, da se je Isus približal nam in prišel na ta svet v določenem zgodovinskem okolju. Zlasti potem, ko je začel okrog sebe zbirati učenje, ko je uresničeval svoje grešensko poslanstvo, ko je za nas obrl na križu in blagoslavil mrtvih stal, ko je poslal Svetega Duha na zbrane učenice in jih razposlal za ročilom, zdaj pa pojdite in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Ne bojte se, jaz sem z vami, vse dni do konca sveta. In to Jezusovo naročilo se uresničuje že 2000 let in se bo uresničevalo na moči Jezusovega zagotovila do Jezusovega novega prihoda. Vendar vemo, da zgodovinski okvir ni edini pomemben, je zelo pomemben, če bolje povedno oznanilo, ki je angel prinesel sami Božji materi Mariji. Ne bojte se, bila bo sina, on bo sin najvišjega, ki mu daje ime Jezus in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Sin Boga najvišjega. Jezus ni samo zgodovinska osebnost, ampak tudi Božji sin, v katerem se uresničujejo Božje obljube odrešenja človeškega rodu. In to je pomembno, kajti mi smo v zaslugi naših vernih staršev in botrih vernega občestva vstopili v to Jezusovo kraljestvo in cerkev, ki na valovih človeške zgodovine uresničuje svoje odrešensko poslanstvo. Postali smo kristjani. In kot taki tudi luč, glas in sol zemlje, kako naroča Jezus svojim učenicam. Zato je pokajati božičnih praznik pomeni za nas priložnost, da utrdimo, da poglobimo Božje življenje v nas, da bi res rojevalo bogate sadove. Kajti dobro vemo, da svet, v katerem živimo, potrebuje te luči, ki je prišla v Jezusu Kristusu, da razsvetljuje vsakega človeka. Po nas, tudi po nas, ki smo njegovi učenci in prijatelji, ko smo vstopili v to družino verujočih in nas je Jezus obogatil s svojimi duhovnimi darovanji. Zato smo sedaj povabljeni in poklicani, da ne samo veselje ohranjamo te darove, ampak da jih tudi posredujemo tistim, ki so okrog nas, zlasti v rodu, prihaja z nami. To je velika naloga vas, spoštovani starši in zakonci, in sploh vsi odrasli zavedni kristjani, da sami vstopimo v skupnost in tudi drugim potem pomagamo, da jih lahko objame in osreči ta Božja dobrotljivost in ljubivnost, ki se nam razodeva v učlovečenju Božjega Sina Jezusa Kristusa. Primus smo imeli dve porovani, dve sinovi, posvečeni prav temu velikemu vprašanju, kako danes posredovati Božje kraljestvo oziroma Jezusov evangelij ljudem našega časa. Vemo, da je tudi družina močno začeta od vseh mogočih topov,
in večkrat težko uresničuje to svoje poslanstvo. Zato se bo treba posvetovati, ne samo pastirji cerkve, tudi strokovnjaki, ki se spoznajo na ta vprašanja, in tako nas je papež Frančišek obogatil z posebno apostolsko spodbudo, radost ljubezni, amoris laetitia, in prav o tem govori, kako je možno in danes, da se ta vodilo krščenja uresničuje in se poznanja evangelij se ne stvarstva. Papež se temu dokumentu najprej zahvaljuje vam, spoštovani zakonci in starši, ki ste ohranili ta zaklad, ki ste stopili v to modrost in skrbnost Božjega življenja. Seveda želimo pomagati tistim, ki so na tej poti mogoče umarali, ali kakorkoli ne uspejo tega uresničevati. In zato se vsega tega dogajanja veselimo. In prav pastoralno leto, v katerem se nahajamo, je posvečeno prav teh vprašanjem, kako posredovati delo, kako ustvarjati tisto duhovno okolje, ki bo privlačno, ki bo varljivo, ki bo Bogu odtujenemu človeku pomagalo najti pot v luči v Jezusu Kristusu. To moramo biti najprej sami stopiti. In božični praznik je priložnost, da se to dogajanje prizna. Na Sredo slavi, pridite k meni, vi, ki se trudite in ste obteženi. Pridite kakor mladika na trti, jaz sem trta in mladika. Postanite ga meni, pa boste hodili po milosti. Dalje, daje se svojim življenjem, svojo besedo, zvred. Ko bi naj delali, ko bi naj živeli in uresničevali temeljno sporočilo krščanstva, ki je vezen do Boga in do bližnjega. Ko so ga vprašali, kdo je moj bližnji, je Jezus povedal priliko o usvinjenem Samarijanu, ki je skazal usvinjenje revežev kraj Boga. Ki so šli mimo njega, kaj se do nas tiče, se je to vseeno, ta osovraženi Samarijan pa je razjahal svojega vozlišča in temu revežu pomagal, poskrbel za njim, in Jezus ga postavil za zved, pojdi, vidi ti tako delati. Še več, Jezus se solidarizira z malimi, ubogimi in trpečimi pokladimi. Lačen se bili ste mi dali jesti, žejem se bili ste dali piti, obpotnik begunec sem bil, ki ste me sprejeli, moran sem bil, ki ste prišli k meni, žalosten sem bil, ki ste me polačili. Ja, to je, to niso lepo besede, to je program in središče naše vere in zato pomeni pokajati v božični praznik, stopiti v to Jezusovo sporočilo in da tudi živeti. In to sporočilo Božjih dobrotivnosti in milosti, hvala Bogu, mnogi uresničujete in uresničujejo, zato je ajne božičnega praznika tudi za nas, pastirje cerkve, priložnost, da se vam zahvalimo za to pripravljenost. Da ste nosilci te luči, te Božje dobrote in Božje ljubezni. Hvalimo se tem našim sodelavcem, nekaj se duhovnikom, po kar že v visokih letih vztrajajo vsak na svojem mestu in se trudijo, da bi s svojo zvestobo Jezusu Kristusu in Božjem ljudstvu pomagali reševati tudi to zahtevno vprašanje duhovnih poklicev v svetu, zlasti v Evropi, pa zlasti v nas v Sloveniji in na posebni način tudi v naših cerskih skupini. Hvala vsem sodelavcem za Božje kraljestvo, to so naši pastoralni sodelavci, recimo člani vodijskih svetov ali pevke in pevci na tvoru, ali naši ministranti, ki je tu okrog, pa spet pričari, najstarejši sodelavci, pa razni voditelji, animatorji in nosilci duhovnega dogajanja, raznih molitvenih skupinah in združenih, tega smo zelo veseli. In zato smo res Bogu hvaležni, da vhajamo skupaj božični praznik, ki je vabilo k novemu začetku.
ki naj nam daje iz tega duhovnega poleta in mladostne pripravljenosti. Tukaj se Gospod tudi pomeni, naj se ziga in vrti Božji krest. Božično pravimo v povezanosti z našimi krščanskimi bratami in sestrami, z evangeličansko cerkvijo v Sloveniji in tudi z Srbsko pravoslavno cerkvijo, ki je velikih predstavnikov tudi med nami. Pokajamo isto skrivnost rojstva našega Gospoda, čeprav naši bratje pravoslavni pols rešen, julijanskem, imamo gregorijanskem, ko je Gracija Vrdavlje obozil 7. januarja, ki pod nedeljko dan po naših praznikov dveh krajev, skrivnost pa je seveda ista. Praznično voščilo velja tudi vsem drugim ustanovam našega mesta, sebej zdravstvenim, šolskim, gospodarskim, upravnim in vsem drugim, ki se trudijo, da bi res kljub težkim razmeram bilo prav poskrbljeno za resnični duhovni in materialni blagost ljudi našega časa. Kajmo torej božični praznik z novim upanjem, da bomo združeni močmi prav uresničevali vsak svoje poslanstvo in nam bo v vsej polnosti veljal svetonočni mir in svetonočno veselje in blago bi različenih pastir